Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi praznični oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zelo sem vesela, da se tudi danes družimo. Mislim, ne nazadnje vstopili smo v ta najbolj vesel, hkrati tudi malo nor mesec v letu, ki nam prinaša številna praznovanja, zabave, opala pa tudi obdarovanje. Zdaj, vem, da ob imenovanju obdarovanja mogoče koga kar malo stisne, ker vemo, da je lahko obdarovanje samo po sebi tudi precej stresno, če se ga ne lotimo pravi čas, če ne vemo, kaj točno izbrati za darilo, ampak danes, v današnji oddaji DM Live bomo naslovili vse te probleme, predvsem pa, če boste danes skupaj z nami, boste imeli možnost nakupovati decembrska darila pravočasno in tudi vaš izbor bo absolutno pravilen, kajti danes vam predstavljamo darilne sete, ki so namenjeni tako moškim, kot tudi ženskam in celo otrokom. Tako da pravzaprav bomo danes pokrili praktično vse segmente obdarovanja in dajmo se mogoče tega sicer prijetnega opravila letos lotiti pravi čas, da ne bo potem v zadnjih decembrskih dneh tiste nepotrebne ihte in pa norenja po trgovinah. Sicer pa, kot že omenjeno, čudoviti, kvalitetni darilni seti, ki tudi zelo lepo izgledajo, tako da jih boste dali z veseljem iz rok. Poleg tega pa nismo, seveda v veselem decembru pozabili tudi na številne ugodnosti, pravzaprav smo jih še nekoliko povečali, če sem čisto iskrena. In ja, tudi nakupi prijazni vaši denarnici vas čakajo v tej oddaji, absolutno. In pa kot ste že navajeni, tudi čudoviti gostje. Danes je z mano gostja, ki rada obdaruje, je rada obdarovana, predvsem pa verjetno tisti, ki jo spremljate na njenem Instagramu, veste, da je znana tudi po svojem dovršenem stilu, modnih napotkih in na splošno trendy lifeu. Rebeka Gliha, živja! Kako lep uvod, opis. Takšnega, kot si zaslužiš, draga moja. Vesela sem, da si danes tukaj z mano, ker bodiva iskreni. Obdarovanje je ena taka družabna stvar in govoriti o obdarovanju čisto sam nima smisla, tako da jaz sem zelo vesela, da imam tako fajn družbo. Predvsem pa apeliram tudi na vse vas, ki nas danes gledate, poslušate. Dajte si nam kaj avtoklepetalnico, dajmo malo podebatirati o tem, kaj bi bilo letos super kupiti tistim, ki jih imamo najraje. Mislim, da danes bova res izpostavili tudi ogromno darilnih setov. Kakšni se tebi zdijo? Vrhunski. Ja, ne? Ja, čisto vsakega. No to, veš, jaz, ko sem dejansko pregledovala nekako asortimat tega, kar danes predstavljava, sem si pa rekla, mislim, če pa tukaj človek ne najde, Res je. S tem, da nekako, ko govorimo o darilnih setih, govorimo tudi o praktičnosti, zato, ker imamo več stvari združenih v enem, ponavadi tudi res lepo zapakirane zadeve, v lepih, vabljivih odtenkih, tako da... Da lahko daš iz roke, Tako! Tisto hitro darilo, ki ti ne vzame kaj preveč časa, vedno ga imaš na zalogi. A veš, da če te kdo preseneti, mogoče greš na kakšen zmenek, nikoli ne veš. Ali pa te kar naenkrat povabijo še na eno decembrsko zabavo, ki jo sicer nismo načrtovali, pa seveda ne bomo rekli ne, ampak je pa treba nekaj dati z rok. Tako. Ideja darilnih setov, kakšna se ti zdi? Imaš rada darilne sete? Ful. Ja. In sploh imam rada, ker dobim kaj, kar res nujno rabim. Veš, to je kakšen, ne vem, za nego, obraza, rok. Prava ženska. Ja, čisto. To, kar daš v torbico. Tako. Kakšen je pa kaj tvoj, recimo, nasvet, kako izbrati darilni set, ki bo nekako vedno navdušil, ne glede na to, komu ga bomo podarili, obstajajo mogoče kakšna taka univerzalna darila? Pa jaz bi res rekla, da produkti za nego. Za nego obraza, za nego telesa, a veš, vsak rab kremo, losjon, balzam za ustnice. Balzam, tako. Ja. Veliko izdelkov, ki se jih zdaj omenila, bomo pravzaprav danes našli tudi v naših darilnih setih, tako da hvala za tole iztočnico. Videla sem tudi na tvojem Instagramu, da zelo rada zahajaš v DM. Bravo, pridna, v najboljšo. My favorite. Ja, to je pravi odgovor. Ja, 10 točk gre Rebeki, absolutno. Če bi jih bilo več, bi jih dali še več, ampak danes je 10 najvišja možna ocena. Tako da povej mi, po kakšna darila boš letos skočila v DM. A veš, kaj sem videla? Povej. Adventne koledarje. To se mi zdi lepo darilo, z neko tako lepo zavito, z neko eleganco, lahko da rečem. Drugače sem se pa malo spogledovala, mogoče na čem božičku so toaletni seti z lip glossi.
A Božiček posluša? Mogoče. No, jaz upam, da posluša, ker Rebeka je dala zdaj že nekaj zelo konkretnih namigov, ne? In tudi mi bomo danes dali ogromno konkretnih namigov in pa seveda opisali bomo vse darilne sete, kot sem že omenila, zelo mi je všeč. 2 darilna seta bosta namenjena moški populaciji, v bistvu 2 ženski, pa 1 za otroke, tako da res bo pokrili celotno populacijo, bi lahko rekli. Celotno družino. Celotno družino. So tudi zelo lepo zaviti, mi da bova vsak set razpakirali, predstavili izdelek po izdelek, tako da boste lahko točno videli, kaj v njih dobite, bova jih povohali za vas, tako da boste lahko dobili nek občutek in vtis o tem, kaj boste poklonili naprej. Zdaj, Rebeka, kakšno je zate popolno darilo? Malo si že namignila, pa vendarle, če mogoče Božiček presliši prvič, ima zdaj možnost vse za drugič. Moj tak strateški plan darila je, Ja. da čez leto takole dajem namige in potem se to darilo, ki je presenečenje, pojavi pod smrekco. Bravo! Moraš se znajdeti. Lej, saj danes si tukaj tudi zato, da nam daš kak dober nasvet in super si začela, tako da kar nadaljuj v tem stilu. Res je lepo, kadar klepetamo in si izmenjujemo mnenja, tako da še enkrat spomnim, ker smo v živo, lahko to storite tudi vi, ki nas gledate in poslušate, naša klepetalnica je že odprta. Zdaj, preden midve nadaljujeva, pa mogoče še, ne, ko podarimo darilni set, je to absolutno praktično darilo. Vemo pa, da v decembru želimo dodati tudi malo pridiha ali romantike, ali neke osebne note. Personalizacija daril je vedno bolj v trendu in tudi vedno bolj zaželena. Kako bi recimo ti popestrila kakšnega od teh darilnih setov? Kaj je ponavadi tisti osebni pridih? Kaj bi rekla? Jaz vedno napišem voščilnico, kakšno lepo sporočilo, posvetilo. Se mi zdi, da jaz osebno rada vidim, da dobim kakšno čokoladko, ki jo imam jaz rada, mogoče Ferrero Rocher. Dober okus imaš. Kakšna svečka se mi zdi, da ful lepo idilo naredi. Na vse zadnje se mi zdi, da neka ročno izdelana darila za zraven. Ja, nekaj unikatnega. Tako, pa nekaj, kjer pokažeš, da si v bistvu vložil tudi nekaj časa v to, a ne? Časa, truda, to se mi zdi, da pa sploh še potem tisto lepo osebno noto. Prej sem že omenila, v decembru vas bomo še posebej lepo crkljali tudi z našimi ugodnostmi, tako da 40-kratne točke na vse predstavljene izdelke, od danes pa do nedelje v spletni trgovini oziroma v aplikaciji Moj DM ali pa, če slučajno raje nakupujete v fizični trgovini DM, seveda lepo vabljeni tudi, da se s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija Moj DM, oglasite v vaši najbližji ali pa najljubši DM-ovi trgovini, kjer lahko seveda vse te ugodnosti tudi koristite. No, ker pa smo decembra, je res v DM-u prisotnih en kup enih akcij, tako da, kot sem že prej rekla, tudi, da bo nekako ta mesec obdarovanja znosen tudi za našo denarnico. Naj povem še, da ob nakupu izbranih darilnih setov, torej tudi tistih, ki jih danes ne predstavljamo tukaj, do 15. decembra dobite 30-kratne točke. Za to ugodnost vam pravzaprav ni treba aktivirati nobenega kupona, vas pa jaz kljub temu vabim v naš kupon center. Najbolje, da aktivirate kar vse kupone, ki so vam na voljo. Zakaj? Zato, ker se s tem res zagotovite, da imate na voljo vse ugodnosti, ki se vam potem ob koncu nakupa tudi upoštevajo. Danes pa torej veljajo od danes pa do nedelje 40-kratne točke na danes predstavljene darilne sete, ki vas bodo navdušili. Jaz si upam to trditi že sedaj. Mislim pa, da bodo vsi tisti, ki so danes z nami, tudi prikimali. Mogoče že ob prvem darilnem setu, ki ga bova danes predstavljali. Rebeka, veselo na delo. Ja, veste, midve bova si danes dali duška, unboxali bova te darilne sete, kot se to tako moderno. Tega sem navajena. Si, no, lepo pa kar veselo na delo. Kot sem že prej obljubila, danes začenjava z moškimi Brown set za prirezovanje in oblikovanje 9 v enem. Kot že samo ime pove, gre res za eno tako zelo praktično stvar, ki vsebuje pripomočke za moško nego od glave do pet. Zdaj, primeren je tako za domačo nego, ker vsebuje specializirana orodja, ki vam pomagajo tako zelo natančno postriči in obrezati lase, brado, ušesa in nos. Rebeka, jaz te bom prosila, da ti tole zdaj kar še ven daš iz te škatle, ker bom jaz naštela, kaj vse se torej skriva v tem setu 9 v 1, torej kot lahko ste zasledili 9 komponent ima ta set. Da si mi dala pa težko nalogo, veš? Jaz verjamem, da si ti iznajdljiva punca in da ti bo šlo tole dobro od rok. Tukaj imamo tudi škarje.
če boš rabila pa kaj pomoči, pa povej. Jaz mislim, da je itak vse najbolj zanima, evo, da je uspelo, tako. Da bova zdaj videli in pokazali, kaj vse dobijo moški v tem res bogatem setu, s katerim mislim, da ne moremo pravzaprav zgrešiti. Tako, ja, seveda tudi navodila so zraven priložena, tako da kar pogumno. Torej, tukaj notri imamo plastično glavo za prirezovanje. To je zelo pomembna stvar, to je v bistvu osnovna zadeva, a ne? Tako, ja, evo, Rebeka da še lepo ven iz uniforme oziroma iz ovitka. Glava za prirezovanje dlak v ušesih in nosu, tudi zelo pomembna stvar. Pa mini brivnik imamo tudi, z eno tako posebno mrežico. Takole, drsna nastavka za brado. To se kar ne konča. Ja, 9 elementov vsebuje ta set, tako da zdaj boste lahko tukaj vse videli. Torej, ja, imamo še drsna nastavka za brado od 3 do 11 mm in tudi lase, tam pa od 13 do 21 mm, fiksna nastavka 1 mm in 3 mm, nežni nastavek za oblikovanje podrobnosti in pa na koncu še torbica z vrvico, ki bi nekako bila lahko idealna, ne, tudi če tale set kam odnesemo, zato da imamo potem seveda lahko vse lepo spravljeno. Evo, to je pa še ta torbica, v katero boste lahko na koncu vse te izdelke tudi lepo pospravili. No, če jo takole malo pokaževa, a ne? Mislim, najprej to, za kakšnega moškega je tole primerno darilo, Rebeka? Jaz, ko sem tole zdaj vse razlagala, kako se unboxala, se mi zdi, da je to za nekoga, ki rab funkcionalnost, praktičnost in pa kvaliteto. Sama naprava je multipraktik, kar pomeni, da ga lahko res uporablja na stojnen način. Kakor vidimo, je brezžičen in pa vodoodporen, kar se mi zdi pa, da je za moške super, ker imajo radi hitre rešitve, enostavne, da cek se uredi in je... Brez kompliciranja. Brez kompliciranja in tukaj je res na nek način izdelek, ki ponuja 9 v enem, kar pomeni ena naprava s temi vsemi dodatki, ponuja res nego od glave do pet in pa ne nazadnje tukaj le zraven tudi polnilec, a ne, kot si že omenila, zagotovo prednost ta, da ga lahko brezžično uporabljamo, da ga napolnimo, ko se pač izprazni in pa predvsem, da ga lahko uporabljamo tudi pod tušem. Res je. Brezžičen je tako, da se mi zdi, da ga lahko in uporab čisti, lahko ga tudi na hitrco pred službo, ko gre v džim. Vodoodporen je tudi, to je zelo pomembna stvar, a ne? Ja, se mi zdi, da sploh moškim. Čeprav zdaj, ko pomislim, se mi zdi, da tudi jaz mogoče rabim brivnik, ki je vodoodporen, ni to tako moška stvar. Tudi zase ga boš našla v DM-u, absolutno veliko oziroma ogromno izbire imajo na tem področju, tako da kar pogumi se, ali pa če si boš mogoče še kaj zaželela, zdaj tukaj le Miklavž pride že v tem tednu, ne, tako da, no, meni se recimo nasplošno zdi, da moškim je super, ko lahko enim izdelkom poskrbijo za vse. Za vse, tako. In to je tudi res. Tako, da ni tukaj zdaj še nekega tega dodatnega, še neke višje znanosti bi lahko rekli. Kaj pa moški, ki recimo niso tako vešči domačega urejanja brade? Kaj bi ti rekla? Se bojo tudi znašli s tem, a ne? Ja, ker je res enostaven. Ja. Ful za začetnike, navodila so noter, kakor sva videli. Tako da se mi zdi, da je res prijazno. Tudi za nekoga, ki se mogoče na prvič sooča z nekim urejanjem. Navodila so v slovenščini, tako da res ne bi smelo biti nobene večje znanosti, sicer pa se veste, ne, vedno prijazne prodajalke oziroma drogeristke v DM-u, če boste imeli še kakršnokoli dodatno vprašanje ali pri nasplošno izbiranju pravega darilnega seta ali pa ne nazadnje pri uporabi izdelka, ki ga boste kupili, tako zelo rade priskočijo na pomoč. Mislim, to pa premalokrat v naši oddaji poudarimo. Vem, ne, da si tudi ti veliko v DM-ovih trgovinah, tako da verjetno lahko potrdiš, a ne? Vedno so pripravljene priskočiti na pomoč. To se pravi, uporabno darilo, ki bo razveselilo, jaz bom rekla, da skoraj do vsakega moškega, razen zdaj, ne vem, če mu ne raste brada. To je edino v tem primeru, mislim, da je bolje, da se odločite za drugo darilo. Sicer pa jaz predlagam, Rebeka, da ti tole lepo pospraviš v to vrečko, ker se bomo mi posvetili že najinemu naslednjemu darilnemu setu, ki pa je namenjen našim otrokom. Tako da tudi njih je treba obdariti in včasih, ne, sej otroci imajo sicer 1001 željo, ampak včasih ne, se pa tudi znajdemo pred tem, da ne vemo čisto, zakaj bi se odločili, ampak mislim, da darilni set, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju, zares zajema tako super uporabne stvari, da bo na kožo pisan
vsem princeskam, tudi tisti malo večjim. Afrodita darilni set Candy Girl je kar loti se unboxanja, draga, seveda. To je pa zdaj že nekaj malo bolj zame. Mislim, bodimo iskreni, ne, že to odpiranje daril, a ne, ima vedno eno to čar. In jaz sem vedno vesela, kadar dobim darilo zavito, ne v vrečki. Ne vem. Se je nekdo potrudil, a ne? To. Ja, in res je isto. Ker je pa dejstvo, ne, da včasih nimamo časa za to, da bi vsa darila zavili sami. Naj povem, da imajo v DM-ovih poslovalnicah storitev brezplačnega zavijanja daril. Tako da, če boste nakupovali pri njih, vam lahko te stvari potem tudi lepo zavijajo, čeprav so ti darilni seti. Lej, poglej, kako so oblikovani. Samo eno pentljo damo čez, pa je zadeva narejena. Dej pa pogled, kaj se skriva v tej embalaži oziroma kaj je v tem darilnem setu. Šampon in pa losjon za razčesavanje. Super, to so spet take praktične stvari. Se mi zdi, da sploh razčesavanje nam kar olajša življenje tudi tistim mamicam, ki imajo otroke z dolgimi lasmi. No, poglejte, ta bleščeč šampon že izgleda fantastično. Deva midve to malo povohati. To je pa skoraj sanja vsake... Kaž? Ja, v bistvu se vonja zelo lepo ujemata. Tako bi rekla sladko, karamelno. Pa bleščice imate na to. Ja, bleščice, tako da se bojo laski vaše punčke tudi še malo svetel v teh decembrskih dnevih. Zakaj bi imel samo mi bleščice, tudi ti vidim, da jih imaš že danes malo. Vendarle je december, ja, tudi jaz. Tako da dajmo še otrokom prvoščiti malo tega bleščečega veselja. Predvsem pa res mogoče, če se osredotočiva še na samo funkcionalnost izdelka, sploh tale sprej za lažje razčesavanje, res je nepogrešljiv izdelek. Sploh zate, ko imaš goste in pa dolge lase. Mislim, da to skoraj da ne vsaka rabi. Če ne drugega, malo toplotno zaščiti tudi lase, a ne? Ja, pa gladke laske ti naredi in pa tudi veliko bolj svilnate. Res je. Mečkar lažje pol vse skupaj razčešeš. Se mi zdi, da mehne punčke sploh vemo, kako je to, a ne? A si imela kdaj dolge lase, ko si bila mlajša? Ne toliko. Ampak vem, da vedno, ko so mi nekaj delali na laseh, se mi zdi, da nisem bila za to. Sem bila bolj ta fantovska. Veš, kaj ti povem? Jaz imam pa še tako kar, ne bom zrekla, da je hude travme, ampak spomnim se unih trenutkov, sem imela pa zelo dolge lase že kot otrok in ko se naredijo te razni vozlički tukaj le zadaj in ko mi je mamica hotela to zjutraj razčesati. Mislim, mi nikoli nismo prišli do spenjanja, zato ker se je vedno ustavilo že pri česanju, tako da absolutno tale sprej ni samo dišeča, lepa, estetska izbira, ampak bo zelo prav prišla na vse dolžine las, še posebej pa, če imate dolge. Mogoče sva pozabila, da je sama Afroditina kozmetika zelo kvalitetna. Hvala. In pa za vsak dan. Hvala, Rebeka. Mogoče sva to, da jim ne narediva. Rebeka, hvala, ker si me spomnila. DM-ovke in DM-ovci zelo, zelo radi posegamo po Afroditinih izdelkih. Tudi vsako leto jih imamo možnost vsaj enkrat ali dvakrat spremljati v naši oddaji DM Live in smo se že na lastne oči prepričali, da so res vrhunski izdelki. Zdaj mogoče, če se še malo poigrava s samimi motivi, ki so tudi zelo lepi, praznični, mava samoroga, mava mavrico, sladoled, jagode, kaj je še? Srčki. Jagodke. Ja. Srček, wow. Lepo, ne? Ja. Evo, takole, da vam še vam malo pokažava, ekola, da boste videli, kako lepo bo tole izgledalo pod vašo novoletno smrečico. Zdaj, kaj bi svetovala tistim, ki razmišljajo, ali je ta set pravi za njihovo deklico ali ne? Ti bi ga bila recimo vesela, če se spomniš, kakva je bila še Rebeka kot Rebekica. Ja. A veš kaj, zdaj, ko ga gledam, se mi zdi, da je tudi fajn kot darilo mogoče za nekoga, ki ima rojstni dan decembra. Aha, ja. Ja. Dejansko ga lahko daš sestrični, moj sestrični lik sem asociirala. Ja, naprimer. A ima rojstni dan zdaj v teh dneh? Ne, ampak mogoče, nima lih rojstnega dneva, ampak za božička. Za božička. Ja, jaz mislim, meni se zdi fantastično, preverili sva von štima, kvaliteta izdelka je absolutno nesporna, govorimo o Afroditi, vemo, da slovi po zelo kvalitetnih izdelkih, tako kot si rekla, ki so lahko uporabljeni vsakodnevno. Tako da, ker se mene tiče, še ena velika kljukica za naš drugi darilni set, Candy Girl. Ja, danes nekako je rdeča nit oddaje, vodnik po prazničnih darilih, prazničnih setih. Zdaj prvega smo predstavili za moške, ta je bil namenjen punčkam, zdaj pa mislim, da je čas še za za ženske, za mame, babice, prijateljice,
Rebeka, lepo te prosim, loti se tega odvijanja, ker mene že firbec matra, kaj je tukaj noter in ker je zagotovo tudi čar, ne, tole odvijanje daril. Pupa, vamp, maskara in svinčnik, večfunkcionalni svinčnik bi lahko rekli. Torej, gre za maskaro Lash Extender, ki zagotavlja 3D volumen, tudi maksimalno ne samo zgosti, ampak podaljša trepalnice. Poleg maskare je priložen tudi svinčnik za oči v posebni velikosti, ki deluje kot eyeliner, kajal in senčilo za oči. Komu? Komu ne bi priporočili tega seta? Po moje, komu ga ne bi? Ker po moje bova hitreje končali, če bi rekli, komu ga ne bi, ker mislim, da tole je pa res nekaj tako zelo lepega, univerzalnega. Deva pogledati. Mislim, meni je tudi tale torbica, pogled to lepo barvo. Barvna kombinacija. Čist hudo. Jaz si moram priznati, da mi je roza in rdeča barvna kombinacija od nekdaj. Ja. Tako fina, trendovska. No in pogledajte zdaj še barvo maskare. Mislim, jaz mislim, da res, tudi če bi samo takole postavili podelko, pa ne vem. Ja. Mislim, absolutno bi pritegnilo mojo pozornost. Ampak ja, zdaj, če se poigrava, komu bi ga namenili? Imaš ti kakšno osebo iz tvojega bližnjega kroga, ki bi rekla, ekola, to je pa za, ne vem, mojo sestro? A veš, komu bi jaz podarila ta? Komu? In mislim, da bo tudi šel v roke. Ja? Moji babi. Čakaj, sem. Ne, super. Ja. Babi? Babi. Ja, bravo, babi. Ja se babi rada tako še uredi pa to? Bravo, tudi na babi. nohtke hodi. Wow. Mislim, pa jaz predlagam, da greš kar čim prej v akcijo, glede na to, da grejo tele pupini seti ko za med, ne? Poskrbi za to, da slučajno ne zbežijo še preden se ti odločiš za nakup, kajti verjamem, da mnogi, sploh tisti, ki nas zdaj le spremljate, razmišljate o tem, kako zelo uporabna zadeva je tole. Zdaj, o maskari sva že povedali, da je fantastična, da poskrbi tako za volumen, kot tudi za podaljšanje naših trepalnic. Ima lift efekt, ne? Jaz sem jo sprobala in moram priznati, da je maskara, ki je perfektna za vsako žensko. Mogoče, če pokažem na to stožičasto obliko, komu naj pokažem. Kar takole, ja. In je dejansko volumenska. Ščetince se ti lepo oprimejo, kar pomeni, da ti zelo podaljšajo. Tako da lahko s tole maskaro naredimo čudež. Ja. Jaz dodajam še, zdaj, ker smo pač v mesecu decembru, ki je znam po vseh teh zabavah, tudi mogoče bolj gala prireditvah, če želite imeti ta efekt umetnih trepalnic, nanesite v večjih slojih maskaro, seveda vmes malo počakamo, da se rahlo posuši, ne preveč, to je kar malo umetnost, ampak sej verjamem, da vaja dela mojstra, če mojstrica dela vajo, tako da sploh ne dvomimo vas, drage dame, da jo boste nanesli tako, kot vam najbolj ustreza. Pa mogoče še en nasvet, meni zelo ljub, če imate, recimo, če bi želeli imeti ta cat eye, jih trepalnice počešite oziroma naredite poudarek mazanja vaših trepalnic na koncu, to se pravi na tem zadnjem delu loka, ne? V kotičkih. Hvala, Rebeka. Ti si sicer vešča mazanja, ti se tudi velikokrat sama namažeš in nekako... Jaz sem tudi akademijo narejena, tako da sem v bistvu v prvi vrsti vizažist. Vidiš, to se pravi... Vse gre z roko v roki. Stiliranje je prišlo kasneje? Ja. Zanimivo. No, super. No, potem pa so danes res informacije iz prve roke na vseh nivojih. No, zdaj pa, evo, super. Potem pa bo naslednje vprašanje direkt zate. Zanima me, recimo, smo omenjali praktičnost tegale svinčnika za oči v posebni velikosti in kot sva povedali, ima res en kup enih možnosti, kako ga lahko uporabimo. A nam boš kaj več zaupala? Svinčnik, tale je multipraktik. Dejansko 3 različne načine, ki ga lahko uporabljamo. Ena varianta je, da ga imamo namesto linerja, za vse tiste, ki niso tako vešče. Jaz ga najrajši uporabljam namesto senčila kar. To mi je super. A zato je ta gubica tukaj zadaj? Tako, za razmazavanje. Tako, kot lahko vidite, na eni strani gubica, na drugi strani svinčnik. Bomo to zdaj še enkrat lepo pokazali, da si boste res lahko predstavljali svinčnik in gubica, ne? Tako, ja. In pa v bistvu lahko uporabljam tudi kot kajal, ker se zelo lepo uprime na očkih in pa dolgo obstojanje.
Kar pomeni, da je za najdaljšo noč v letu super. To se pravi, to je bil nekako kar tvoj trik, namig za uporabo tega eyelinerja? Je. To se pravi, da imamo dva izdelka, s katerima lahko zadostimo praktično, če dodamo samo še puder, celotnemu make-up looku. Zdaj, če hočete še malo bleščičk, pa greste lahko na novoletno zabavo. To je to. Vse več pa ni, ne? Super, fantastično, barvne kombinacije, vrhunske. Tako da mislim, da res eno lepo darilo. Ti si izpostavila babico, seveda so tukaj še mame, sestre, prijateljice, tiste, ki so bile čez leto še posebej pridne in si mogoče leto zaslužijo, da jih še posebej lepo pocrkljate. Ali pa ne nazadnje osebe, ki so v tem letu za vas naredile kaj zares lepega in je prav, da se jim to v decembru tudi malo pozna. Tako sedaj pa lepo mi, da pospraviva tole v torbico. Vidim, da si bila že pridna. Barva fuksije, tudi taka modna barva. Zdaj pa bova nadaljevali in verjamem, da navdušili tudi z najnim 4. darilnim paketom. Tale bi nama znal biti pa še posebej všeč, ker je tak zelo univerzalen, no, vsaj zdi se mi. Boš najprej ti odprla, pa boš ti, me zanima tvoja reakcija. Ampak če rečem Balea Candy Can Cutie darilni set, to... Ampak že naredijo lepe barve pri samem zavijanju. Ja, absolutno. In še enkrat ne pozabite, da vam v DM-ovih prodajalnah vaša v DM-u kupljena darila tudi zastonj zavijajo, kar je res ena lepa gesta. Tukaj je pred nama pa torej že najin 4. paket, ki čaka, da ga še odviješ. Povej, Candy, cutie, ja, res je lep, no. Mislim, lejte, tudi če ne, res, tudi če ne bi človek nad zavil, samo ne vem, mogoče eno ime pa eno posvetilo na sam izdelek, pa je zadeva rešena, ne? Torej, darilni set je po tvojem mnenju ena taka rešitev v zadnjem trenutku, ne, za praznično povabilo na kakšno nepredvideno večerjo, druženje. In mislim, da je Balea Candy Cutie darilni set ena taka zelo nevtralna zadeva, ki praktično zajame eno, skoraj da rečeva, najširšo množico ljudi, kaj ti vsebuje gel za tuširanje, to rabimo vsi, balzam za ustnice rabimo vsi in še potem tale losjon za telo tudi rabimo vsi, ne? Pa še en tako očarljiv von po zimi, po cimetu, po pomaranči, po ingverju, da nova samo govorila, da vam je to malo povohati. Mi je pa všeč, ne, da tako lepo uskladijo vonjave, ker če... Lepo diši. Ja, voham se, ker so usklajeni voni, da res dosežeš tiste, maksimalno prijeten efekt. Jaz moram vse povohati. Jaz tudi. Jaz se bom še s tem body losjonom mačke namazala, da vidimo, kakšna je struktura. Čakaj, takole. Tole takole postavili. Evo, zdaj jaz malo razmažem. Hitro se upija, to je dobro. O, lepo diši. In potem imaš celo leto spomin na nekoga, ki ti je to podaril, ni lepo. Ja, no, jaz upam, da ne celo leto. Celo leto. Ker bi to pomenilo, da čist premalo porabljate losjon za telo in pa gel za tuširanje. Ampak ja, ne vem, kaj si hotela reči. Vsakič, ko se bi človek s tem ali stuširal ali pač namazal, se spomniš na tisto osebo, ne? Pa še to, a veš, kje imam jaz vedno tale balzam za ustnice? Zdaj boš rekla isto kot jaz. Kje? Na nočni omarci. A ti imaš na nočni omarci? Jaz imam pa v avtu. A veš, kad to vedno rabiš in moraš imeti vedno porok, ampak ja, se strinjam, jaz ga bom dala tudi zdaj na nočno omarco. To bi bilo pa dobro. Res je, ker pač res ga vedno rabiš, sploh v teh dneh, ne, naše ustnice so zaradi mraza razpokane, naša koža rabi še izdatno nego, ne pozabite na to, treba je vlažiti, zakleniti vlago v našo kožo in tukaj je doslednost najboljša varianta in izbira, tako da tale darilni set je vse to in še več. Koliko tebi sicer pomeni ta von v kozmetičnih izdelkih? Imaš kakšen tip vonja najraje, kakšnega ne maraš? Meni je najlepši von, ko dišim po svežem, nežnem, kakor da sem se stuširala. Ja. Lepo. Pol bi bilo tole zate? Ja, bi bilo. Včasih pol posežem po kakšnih intenzivnejših, malo že celo moških mogoče. Wow, ja. okej. Če grem na kakšno večerjo ali pa, ko rabiš biti mečkan bolj samozavestna, se mi zdi, da tudi dišava
Super. Tisto piko na i. Če imaš rada dišave, te že kar zdaj v tem trenutku povabim v našo naslednjo oddajo. Naslednji teden, v decembru, bomo namreč imeli 3 zaporedne DM Live oddaje. No in v naslednji oddaji bomo govorili prav o vonjavah, o parfumih, tako da lepo vabljena. Mislim, da bomo tudi tam odkrivali super stvari. Ampak če gremo midve nazaj k temu super darilnemu setu Balea Candy Cutie, mogoče gel za tuširanje, losion za telo, v setu tudi balzam za ustnice, ki nam pride prav po zimi je, ne, ustnice negovati še posebej velik izziv. Imaš ti kak trik, kako bi te ustnice ohranili čim dlje časa mehke, negovane? Jaz mislim, da jih čim več mažemo, pa veš, kako moja babi reče? Kako? Piti čim več vode. Piti čim več vode. Ne vem, če je to res zares. Ja, se je. Pravi trik, ampak jaz mislim, da je dejansko. Sigurno. Na ustnicah se pozna tudi na nek način dehidracija, tako da zelo hitro. Pravijo pa tudi, da naše ustnice odražajo stanje našega črevesja, tako da nasplošno bodimo pozorni in negujmo naše ustnice, to nam zagotovo ne more škoditi. Zdaj že v uvodnem delu si ti sicer omenila, da darilni seti so super izbira. Jaz se strinjam, dodajam, da to je res za praktične ljudi, ampak radi pa dodajamo mi še malo tega osebnega pridiha in ekola. Imaš kakšno idejo, kako bi recimo lahko malo poosebili tale Balein darilni set? A veš, kaj ga takole gledam, se mi zdi, da bi bilo zelo simpatično, če se poigramo, da damo liziko zraven, ker je na embalaži. In prav ta božična. Wow, to bi, super. In veš kaj, če damo to liziko, to kar naenkrat postane tudi set, ki ga lahko recimo poklonimo že kakšnim osnovnošolcu, osnovnošolki, srednješolki, absolutno ne. Ampak res so take praktične stvari, super ideja. Ali pa za skrivnega božička. Wow, a veš, da se gremo mi to letos v službi? No, vidiš. Super, hvala lepa za tole idejo, odlično, hvala lepa, sedi Petra Beka. Zdaj vsi darilni seti, ki so jih mi predstavili danes, lahko rečeva, da so izvrstna izbira za nekoga. Zato tudi predstavljava različne, da lahko seveda vi potem izberete tistega, ki bo vam oziroma vašemu srečnežu najbolj pisan na kožo. Zdaj pa se spomniš pa, da je pa kdaj kdo zelo zgrešil z darilom zate. Da si imela, mislim, se vsakemu se že kdaj zgodil, podelko kakšno darilo, ki ni bilo najboljše. Dišave, ki so ful sladkaste pa močne. Dobro. Ja, to se mi zdi, da preveč intenzivni pa neki ekstremistični vonji. Lahko hiter zgrešiš. Super, hvala lepa, upam, da je Božiček to slišal. Zdaj pa lahko še en namig. Še en namig, danes jih kar nekaj dala, ampak sej ne pravijo, da imajo moški, torej tudi Božiček, radi zelo egzaktna navodila, tako da mislim, da nismo nič zgrešili. Prav tako pa verjamem, da ne bomo zgrešili z našim zadnjim darilnim setom danes. Če smo začeli z vami, dragi moški, je prav, da tudi končamo in da ne boste rekli, da ste v naših oddajah. Včasih ste mogoče s kakšno temo malo zapostavljeni, ampak danes se pa res trudimo, da bi tudi vi našli nekaj zase, oziroma tisti, ki vas bodo obdarovali. In Balea Men set za brado je še nekaj, kar verjamem, da bi mnogi z veseljem radi videli pod svojo novoletno smrečico. V paketu se skriva torej Balea set za nego brade, ki je popoln za moške, ki želijo svoji bradi privoščiti malo razkošja, predvsem pa vrhunsko nego. Že zgleda lepo. A bova tudi tole ven zložili, da poveva, kaj vse imamo tukaj le noter. Ker v tem darilnem setu se v bistvu skriva tako olje za brado, 2 v 1, pa krema za oblikovanje, 2 v 1 in tudi šampon za brado ter balzam 2 v 1. 3 super vrhunski izdelki, ki nekako spet nagovarjajo tiste, ki radi skrbite za svoje nabradno okrasje, tudi take lepe, umirjene barve. Tukaj recimo bi jaz vseeno vključila recimo kakšno veliko rdečo pentlo čez. Kaj praviš? Dobra kombinacija barv bi bila. To pravim, kontrast bi bil. Ali pa recimo, veš, kaj sem se spomnila, če hočete biti še malo bolj zapeljive, drage moje, namažite si usta z živo rdečo šminko in mu kar odtisnite klele gor, enega lupčka mu dejte temu fantu klele gor, ki je narisan, pa rečete vašmu, da lahko pa enega lupčka date tudi če njemu, če bo priden in če bo vesel darila. Romantika. A ne?
Ja, jaz mislim, da kakorkoli danes govorimo o tej neki praktičnosti, je res zelo lepo, da vsak darilni set po svoje tudi še malo nadgradimo. Ti dala prej tako dobro idejo s tisto liziko, da sem mogla zdaj še jaz malo vključiti svoje možgančke. Ampak če se zdaj mogoče dotakneva nega brade, je zdaj že kar en tak velik trend med moškimi, se strinjam. Prava znanost. Ja, milo rečeno. Ja, ampak jaz sem vesela, da so fantje končno osvojili dejstvo, kreme, osnovna nega. A ni to lepo? Je lepo. Včasih je bila to tabu tema. Res je, zato pa mislim, da če mogoče še za koga je, ali pa če bi kdo zdaj, ki nas gleda, rabo malo bolj podrobno pojasniti, deva mi da povedati, čemu zdaj služijo vsi ti izdelki, a se ti na to kaj spoznaš? Jaz osebno, recimo za šampon za brado slišim prvič, ne? Olje imamo, Ja. ki neguje in pa omehča brado in pa kožo. Šampon Lepo diši. in pa losjon za čiščenje. Super. In dejansko vse skupaj je neka taka lušna osnovna nega za moškega. Tako. Ja, v bistvu tole je vse, kar rabite, ne, potem, ko je brada že urejena, ne, z našim prvim darilnim setom, ne, tole pa potem lahko nekje drugje še dobite podelko, da potem združite. Ker v bistvu prvi darilni set, ki smo ga predstavili, Brown, in drugi in ta zadnji darilni set za moške, a ne, Balea, se mi zdi, da je skupaj pravzaprav Perfekt kombinacija. perfekt kombinacija. Ne? Tam najprej brado uredimo, potem je pa še pol lepo ponegujemo in daj prosim še ti po vonjaj, da ne bojo rekli, ker jaz sem vedno navdušena nad vonjem, ampak tale je pa res tak moški. Aromatičen. Aromatičen. Začimno aromatičen. Wow. Je, ne? Ja, vsi... Ne, prava moška. Ja, prava moškost. Glejte, če to reče, ima dve punci tukaj, ne, pa Rebeka je v teh vodah res zelo domača. Nam kar lepo verjemite na besedo, predvsem pa spet ta efekt, ne, enakih vonjev v vseh treh produktih še dodatno ojača in poudarja ta vonj, tako da fantazija, vam rečem, verjemite na besedo in bova rekli tudi, da upava, no, vsaj jaz upam, da sva s predstavitvijo vseh teh setov danes mogoče komu malo olajšali letošnje decembrsko obdarovanje. Kaj praviš, Rebeka? Ja. Se strinjaš? Mogoče edino, kar so pozabili, Ja, kar. je, da je sam set malo bolj specifičen, ker je nekoga res, ki ima brado. Ja, to pa je. Prvi je še vse mogoče To je pa malo res, bolj, ja. Tako. klasično uporaben mogoče, kako se jim reče. Ja, je res, ker so noter tudi nastavki, a ne? V tistem Brownovem so bili nastavki tudi za pristriženje dlačic v nosu, v ušesih, to seveda rabimo vsi. Tukaj pa res nekako targetiramo bolj na bradateže, ampak teh je res tudi vedno več, tako da čudovita izbira in mislim, da je prav, da se zavedamo, ne, da ni samo skrb za lase, ampak tudi za brado, če jo seveda moški imajo, zelo pomembna, ključna in tudi za ženske zelo privlačna. Rebeka, hvala, upam, da si se imela lepo. Hvala tebi, super je bilo. Veš, da vedno z veseljem. Jaz ti želim en čudovit, veseli december, da ne bo preveč nor, da bo res letos vesel. Tako da tudi te polagam na dušo, prav čas podarila, da se ne bomo potem slučajno 23. srečevali še po kakšnih trgovinah. Ne, dajmo si... Rajšne. Dajmo letos to urediti in poskrbeti prej. Naj še enkrat spomnim, 40-kratne točke na vse danes predstavljene darilne sete. To je res lepa ugodnost. Veljajo do konca tega tedna, torej do nedelje. Tudi 30-kratne točke na določene ostale darilne sete so še na voljo do 15. decembra. Tudi na to ne pozabite. Tako da zdaj je res v tem začetku meseca in kup enih priložnosti, da malo pomagate tudi vaši denarnici. Sicer pa vas jaz absolutno vabim v mojo družbo tudi v prihodnjem tednu. V prihodnjem tednu bomo namreč spet skupaj, kot sem že prej omenila, zdaj v decembru bo vrstni red naših oddaj mečkeno drugačen. Pravzaprav zdaj še v naslednjih 2 tednih bomo skupaj vsak torek ob 7:30 in naslednjič se bomo pogovarjali o dišavah. Tebe, Rebeka, vabim, da si z nami, zato ker kot sem slišala, ne, imaš rada dišave specifične in zagotovo predstavimo tudi kakšno takšno, ki bo tebi pisana na kožo. Hvala vam za vašo družbo, hvala, ker ste bili z nami tudi v klepetalnici in pa seveda dobrodošli v moji družbi spet prihodnji torek. Srečno!